Ja, če lahko jaz kot urednik začnem to naše zadnje srečanje z pravzaprav začetkom. Na nek način bomo sklenili leto s tekstom, ki pravzaprav nas bo popeljal zelo na začetek vsega tega dogajanja v, jaz niti ne bi rekel ruski, ampak širše vzhodno-slovanskih kulturah. Jaz sem zelo vesel, da je ta knjiga ugledala luč sveta, pa ne samo zaradi tega, ker je to tekst, ki bi ga že dolgo časa morali prevesti v slovenščino, ampak tudi zato, ker se mi zdi, da lahko to knjigo gledamo kot en primer dobre prakse, kako se da pravzaprav v tem nekem novem prostoru za humanistiko, kjer nas ves čas silijo, da tako svoj študijski proces kot naša razmišljanja umeščamo v ta nek pragmatičen kontekst, pravzaprav združevati ta nek, recimo, funkcionalni pragmatizem z zavidljivo visokim nivojem tudi strokovnega in znanstvenega dela. Želim namreč uvodoma povedati, da je ta knjiga, za katero nosita seveda vse zasluge, ali pa veliko večino zaslug prevajalci in pisec spremne besede, pa vendarle je šla iz enega projekta, ki smo ga delali v okviru magistrskega študija na rusistiki. Namreč, mislim, da je bilo to leta 13-14, smo v okviru predavanja stare ruske književnosti kot nek eksperiment naredili nek tak projekt kolektivnega prevajanja tega istega teksta. V osnovi tega, v okviru tega projekta je nastal en tak zelo grob prevod, ki ga je sicer mogoče danes najti na internetu in nima kaj dosti z tekstom, ki ga je pravzaprav prevedel Aljaž. Je pa sigurno vsaj nekje razvojno ta knjiga povezana s tem projektom, se pravi, v okviru tega je Aljaž na nek način videl možnost, kako se te stvari da narediti, kakšne so težave in si potem, moram reči, dosti pogumno zadal za nalogo, da bo v okviru svoje magistrske naloge se lotil tega teksta. S Simonom Randko imamo na rusistiki predzgodbo, on sicer ni bil magistrski študent rusistike, ampak verjetno zgolj zato ne, ker tehnično takrat ni bilo možnosti, ker ko se je on opisoval na, sicer bo to sam povedal, na magistrski študij zgodovine, mi nismo imeli primerljivega akreditiranega programa, zato je takrat po prvi stopni rusistiko zapustil, ampak je v veliki meri ostal rusistu, kar se lahko prepriča, kdorkoli bo pač to spremno besedo prebral. Jaz ne bom predolg v tem uvodu. Zdi se mi, da je ta knjiga lep primer tega, kako učitelji, kako učenci pravzaprav presegajo učitelje. Ne v prevajalskem delu, ne v tem delu spremne besede. Sigurno nimam znanj, s katerimi bi lahko zelo verodostojno polemiziral z obema kolegoma, tako da je to en lep primer tega, kako bi študij moral izgledati. Zato sem res ta projekt kuriral bolj kot urednik, mogoče toliko, da sem kolege povezal tudi s kakšnimi ljudmi, ali pa s kakšnimi informacijami, kje priti do relevantnih informacij, drugače pa to v veliki meri res eno tako samostojno delo na zavidljivem nivoju. Zdaj, glede na to, da sem se jaz kot urednik zdaj tukaj postavil tudi neko vlogo povezovalca, bi morda Aljažu neko tako izhodiščno vprašanje postavil, recimo tako iztočen. Zakaj je tista največja zagata, na katero ste trčili ob poskusu pravzaprav prevesti ta tekst, ki je popolnoma vezan na neko drugo kulturno okolje v neko, recimo, sodobno slovensko kulturno sfero? Najprej bi se vam rad zahvalil za vse po vrsti, da ste koncipirali ta projekt, da ste na koncu z vašo privolitvijo pristal za krmilom projekta in prevoda in seveda za velike pohvale, ki ste jih zdaj izrekli. Prevoda se nisem loteval po tematskih sklopih, po problemskih enotah. Mislim, prevod kot celota je bil problematičen, zahteven, težek, ampak obenem razsvetljujoč, zanimiv. In ne vem, če bi bil sposoben izpostaviti en posamezen element, ki bi mi delal največ težav. Največ strokovne pomoči sem verjetno potreboval od
raznih kolegov, ki se jim bi rad zahvalil, profesor Aleksandar Derganc, profesor Jerneja Kavčič, pri prevajanju posameznih terminov vezanih z tem kulturno oddaljenim okoljem. Recimo, če se dotaknemo bizantoloških vprašanj, terminov za posamezne funkcije v bizantinski državi, ki jih omenja kronist, pa tudi nasplošno zajet slog kronista in ga prestaviti v sodobno slovenščino brez pretirane arhaizacije. Ta problem, ki ga prevajalci v sodobno ruščino dosti krat zaobidejo, zato ker enostavno uporabljajo besede, zveze in tako dalje iz tega starega hibridnega jezika med vzhodno slovanščino in cerkveno slovanščino. Ja, slog je bilo težko zadeti. Moja ideja o tem, kako naj bi se prevod bral iz časa projekta leta 2013, se zelo razlikuje od sloga, ki sem ga na koncu bral pri dokončnem prevajanju. Če še obstaja ta tekst na internetu, se lahko prepričate, da gre za dosti bolj potujitveno, dosti bolj formalno, ekvivalentno na nek način za spopad s tekstom. Kar se drugega tiče, pa sem se glavno prepustil nekemu navdihu, če tako rečem, da beseda kronista oziroma kronistov spregovori skozi mene na nek nedoumljiv način. To je bilo o tem. Hvala lepa, pa morda še eno tako izhodiščno vprašanje. Jaz bom postavil samo ti dve vprašanje, pa morda potem bomo šli tudi morda z vprašanji publike ali pa s kakšnimi sugestijami obeh kolegov. Ampak morda še Simonu eno vprašanje. Ta spremna beseda vaša je način tako zanimivo postavljena. Po eni strani je ta prvi del pravzaprav izrazito historiografski, gre za neko zgodovinsko študijo, bralcu poskušate predstaviti neko sliko časa, ki ga kronika oziroma letopis predstavlja. Po drugi strani imate pa ta del, ki je bil meni osebno še bolj zanimiv, ta del, ki se na nek način ukvarja pa z vprašanjem, kako stara ruska pismenost pravzaprav zrcali svet. Pa me zanima morda samo toliko za publiko, če bi malo predstavljali ta dva aspekta razmišljanja o tekstu. No, najprej bi jaz dejal, da je izdaja pripovedi o minulih letih za slovenski prostor precej pomembna. In sicer zaradi same narave tega teksta. Gre za temeljno, pravzaprav referenčno delo z področja vzhodnoevropske zgodovine, zlasti srednjeveške vzhodnoevropske zgodovine, ki je že zdavnaj prevedeno v večje evropske jezike, celo večkrat. In v slovenščini, v slovenskem jeziku smo to pač dobili prvič. Se pravi, te izdaje ne hvalim zaradi tega, ker naj bi bila tako zelo odlična, se pravi, ne hvalim zaradi sebe in obeh sodelavcev pri tem, ampak zaradi teksta samega, ki pač je v nekem kulturno-zgodovinskem kontekstu pomemben. Kar je, na primer, za prednike Slovencev oziroma za slovensko zgodovino Conversio Baguariorum et Carantanorum z področja srednjeveške zgodovine, to je recimo za Angleže Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum ali pa za Poljake Chronica Magna Polonorum, to je za stare Ruse oziroma za vzhodne Slovane, za prednike današnjih Rusov, Ukrajincev in Belorusov pripoved o minulih letih. Se pravi, gre za rang najpomembnejših, najbolj informativnih tekstov, ki so se do danes ohranili in ki nam o tem prostoru in času zelo veliko govorijo. Ravno zaradi tega, ravno zaradi takega pomena, sem jaz tudi želel razdeliti svoj prispevek na dva dela. Na nek splošno zgodovinski
poudarjeno celo politično-zgodovinski del in na drugi kulturno-zgodovinski del z rahlim filozofsko-teološkim pridihom. Najprej, da se z ozirom na ta tekst, na ta vir zgodovinski predstavi čas in prostor, potem pa tudi narava tega vira samega. Pripoved o minulih letih kot zgodovinski vir spada med žanr letopisov ali v zahodnoevropskem kulturnem prostoru bi temu lahko rekli med žanr analov. To so narativni zgodovinski viri, kjer posamezni urejevalci ali kompilatorji zgodovinske informacije urejajo po kronološkem vrstnem redu z vključenimi letnicami, pod katerimi pišejo o določenih dogodkih, ki so se zgodili v določenem prostoru. Ti dogodki, ki jih popisujejo kompilatorji, so ponavadi vezani na politične razmere, na dejanja vladarjev, na vojna dogajanja, pa tudi na dogodke povezane s cerkvijo, z, recimo v tem našem primeru izrazito tudi s pokristjanjevanjem, s spremembo kulturne paradigme iz poganskega obdobja v krščansko in tako naprej. Se pravi, gre za vir, ki po nekem urejenem kronološkem redu predstavlja uradne, omembe vredne, za družbo pomembne dogodke in procese. Poleg tega pa je ta tekst pomemben zaradi tega, ker nam sporoča miselni okvir, znotraj katerega so kompilatorji tega vira delovali in ga tudi predstavljali. Ta miselni okvir je tesno povezan s funkcijo kompilatorjev. Ti kompilatorji so bili menihi, torej predstavniki cerkve in predstavniki nove uradne kulture, ki se je na tem vzhodnoslovanskem območju uveljavila konec 10. stoletja s pokristjanjenjem pod kijevskim knezom Vladimirjem. In ta miselni okvir nalaga tem kompilatorjem, pa tudi nam, ki jih želimo razumeti, nalaga tolmačenje zgodovine, ki izhaja iz recepcije Biblije. Kaj konkretno pomeni v našem primeru? To konkretno pomeni, da so vsi dogodki in procesi tolmačeni z vidika biblijskih zgodb, likov, simbolov, motivov in da se biblijska zgodovina na nek način odraža v zgodovini vzhodnih Slovanov oziroma starih Rusov. Kompilatorji sicer nikoli ne zanikajo edinstvenosti dogodkov in procesov, ki so se v kontekstu njihove domovine dogajali, ampak ravno na podlagi te edinstvenosti zrcalijo neke domnevno splošne silnice ali mehanizme, ki so že po njihovem prepričanju upisani v ta splošni krščanski srednjeveški koncept dojemanja zgodovine kot zgodovine odrešenja. To pa je zgodovine, v kateri človeštvo sodeluje z Bogom in v kateri se kaže Božja previdnost. In ravno zaradi tega kompilatorji uvajajo številne reminiscence glede na biblijski tekst in primerjajo like in dogodke s tem, kar je bilo recimo zapisano že v Svetem pismu. Da dam samo en primer, ki bo, upam, vsem jasen. Kneza Vladimirja, prvega krščanskega vladarja, ki je krščanstvo tudi uradno sprejel v svoji državni tvorbi, namreč letopisec primerja s starozaveznim kraljem Salomonom. Enako lahko rečemo tudi za sam naslov tega vira, pripoved o minulih letih ali povest vremennih let. Ta naslov vsebuje formulacijo vremennih let,
ki se v imenovalniku glasi vremenaja leta, to je leta v času ali leta v veku. In ta formulacija je vzeta iz prevoda, cerkveno-slovanskega prevoda novozavezne knjige apostolskih del. Kje pa se ta formulacija vremenaja leta v apostolskih delih pojavlja? V katerem kontekstu se pojavlja? Pojavlja se v kontekstu, ko pač avtoritetni krščanski pisci govorijo o pomenu zgodovine. Pomen zgodovine je, kot pravijo apostolska dela, človekovemu razumu do konca nedoumljiv in je znan zgolj Bogu oziroma njegovi previdnosti. In ravno s tem naslovom, ki je vzet iz te biblijske knjige, želi letopisec sporočiti, da najglobljega pomena človek, ki pa se s tem ukvarja že takrat, danes pa še toliko bolj, ne more doumeti, vsaj po njegovem mnenju ne more doumeti in lahko to zgolj razbira do določene mere s primerjavo med tem, kar naj bi se dogodilo in med tem, kar prinašajo biblijski vzorci s krščansko interpretacijo tedanjega časa. Je pa še nekaj zanimivo v zvezi s tem, da se ta formulacija pojavlja, kot smo rekli, v apostolskih delih in se bere v pravoslavni liturgiji svetega Bazilija Velikega za velikonočno vigilijo, torej na veliko soboto zvečer. Kaj pa je Velika noč? To pa vemo, je osrednji krščanski praznik, je v bistvu središče krščanske vere in lika Jezusa Kristusa. In tudi s tem, ko v naslov uvaja letopisec odlomek, ki se bere na predvečer največjega praznika, tudi povzdigne pomen vsega tega, česar se on loteva. Takšnih primerov, ki govorijo o zgodovini odrešenja kot tistem konceptualnem okviru tolmačenja, je ogromno. In kogar to bolj zanima, si lahko prebere drugi del te moje zgodovinske študije, kjer je to precej natančno, s številnimi primeri podkrepljeno. Bi pa še nekaj dodal in s tem bi zaključil. Sicer res je, kot smo uvodoma dejali, da v slovenščini še ni bilo prevoda tega vira. Ampak je pa že nek Slovenec, zelo znan Slovenec, se ukvarjal s tem virom in ga tudi izdal, vendar ga je izdal v latinskem jeziku, ne v slovenskem jeziku. To je slavni Franc Miklošič, leta 1860, je na Dunaju kot prvi Slovenec in tudi kot prvi tedaj Avstrijec oziroma prvi podložnik Habsburške monarhije prevedel za svoj kulturni prostor ta vir, prevedel kot rečeno v latinščino in letos recimo je od tega minilo 155 let in po 155 letih nečesa, kar je že delno obstajalo v našem kulturnem prostoru oziroma v našem spominu zgodovinskem, je potem prišlo ven tudi na nek posodobljen in nam bolj razumljiv način. Tako. Hvala lepa, Simon, za ta svoj pogled na temo in knjigo. Zdaj pa morda, glede na to, da smo se uvodoma dogovorili, da bosta oba in prevajalec in pisec spremne besede, vam predstavlja tekst skozi en kratek odlomek, pristopimo morda še k neposredno besedilu. Morda, Aljaž, če bi vi začeli, samo toliko, da poslušalstvo malo dobi občutek, kako samo besedilo zveni, potem bi pa verjetno res dali kar auditoriju priložnost, da morda še zastavi kako vprašanje. Moj odlomek se da zelo dobro izkoristiti kot promocija knjige, ki je zelo umestna na tem dogodku, ki je promocija knjig, ki so nedavno izšle. Imenuje se kar Pohvala knjig in prihaja v bistvu osrednjem, če najbolj svetlem delu povesti vremenih let, na sredi vladavine kneza Jaroslava Modrega, ki je verjetno
En od pomembnejših in priljubljenih vladarjev Kijevske Rusije, v katerem je doživela pravo kulturno renesanso in mogoče svoj vrhunec tako v smislu politične kot kulturne moči. Odlomek pa gre tako. Zares veliko korist imajo ljudje od učenja iz knjig. Knjige jih poučujejo in povedajo na pot kesanja. Skozi knjižne besede namreč pridobimo modrost in zmernost. Knjige so namreč reke, ki napajajo vse vesolje, to so izviri modrosti. V knjigah je neizmerna globina, z njimi se tolažimo v bridkosti, knjige so uzda zmernosti. Modrost je velika, saj jo je slavil tudi Salomon, ko je govoril: jaz, modrost, sem povabila svet in razum, priklicala sem razsodnost. Gospodov strah, lahuna v tekstu, moji so na sveti, moja je modrost, moja je trdnost. Z menoj vladajo kralji, mogočni pa postavljajo pravico za zakon. Z menoj se odlikujejo velikaši in trinogi vodijo deželo. Ljubim tiste, ki me ljubijo, in tisti, ki me iščejo, me bodo našli. To je citat iz Biblije, iz knjige Pregovorov. Če boš pridno iskal modrost v knjigah, boš našel veliko korist za svojo dušo. Kajti tisti, ki pogosto bere, se pogovarja z Bogom ali s svetniki. Tisti, ki bere preroške govore, nauke evangelijev in apostolskih pisem ter življenja svetih očetov, dela duši veliko korist. Tu nekje bi končal. Sicer gre še dalje v svojem slavljenju knjig, ampak se začne nekoliko ponavljati kronist. Tu vidimo recimo, s kakšnimi knjigami se je srečeval bralec v Kijevski Rusiji, se pravi predvsem prevodi biblijskih knjig in knjig svetih očetov. Če gremo k drugemu odlomku, ki ga bomo brali, Ja, jaz bi nekaj še komentiral v zvezi s tem odlomkom, ki se mi zdi precej značilen za prikaz narave in načina izražanja tega zgodovinskega vira, tega letopisa. Tukaj, kot smo slišali, imamo najprej opraviti s pohvalo knjig kot takih. Vemo, glavna referenca krščanske vere, ki seveda je v središču celotnega tega vira in celotne kulture Kijevske Rusije, je seveda Biblija. Biblija v grščini pomeni zbirka knjig, torej je že to, kar je v krščanstvu glavno, nujno povezano s knjigami. In že zaradi tega knjige nimajo nek navaden ali postranski pomen v tem kontekstu, v kontekstu srednjeveške krščanske kulture, tako zahodne oziroma katoliške kot vzhodne oziroma pravoslavne. Potem za normalno, ustrezno izvajanje krščanskega kulta so seveda spet potrebne knjige, bogoslužne knjige, ki so pač v uporabi vedno in redno. No, potem pa se lahko posvetimo nečemu, kar sem prej omenjal, in sicer sistemu tolmačenja zgodovine kot zgodovine odrešenja. Tukaj, če ste bili pozorni, se je zopet pojavil kralj Salomon, sicer se pojavila večkrat, ampak v tem danem primeru se tudi ponovi, in se je ponovil v zvezi z modrostjo, ki mu prva knjiga kraljev v Stari zavezi pripisuje. In kakor je bil Salomon moder, oziroma naj bi bil moder, tako naj bi bil, sodeč po letopiscu, moder tudi Jaroslav. In to modrost, kot smo slišali, je letopisec neposredno povezal s knjigami. Se pravi, kar sem prej govoril, razlagati, tolmačiti zgodovino, ji dajati smisel s tem, da jo nekako priklopimo, če se tako izrazim, na to, kar se je že dogajalo v Bibliji. To, kar tukaj je predstavljeno, sicer se nanaša na Rusijo, oziroma na Kijevsko Rusijo, na vzhodnoslovanski prostor, ampak da to, kar se je tam dogajalo, dobi v očeh letopisca meniha nek višji in trajnejši pomen, mora biti povezano pač po njegovih predstavah
s tem, kar se je že zgodilo z Biblijo, v Bibliji in kar nekako to staro rusko zgodovino dela vredno. No, to je nek komentar, da recimo bolj razumemo, kaj konkretno pomeni zgodovina odrešenja v praksi in zakaj so knjige tako zelo pomembne. Ne zgolj zaradi nekih idealističnih razlogov, če samo zato, ker bi ta menih kompilator cenil knjige same po sebi, ampak zato, ker so knjige vezane direktno vezane na vero, ki on seveda pripada in jo predstavlja svojim bralcem. Potem drugi odlomek, to je pa recimo to je bil pa moj predlog, drugi odlomek se pa nanaša na diskrepanco, na nasprotje med tem, kar naj bi veljalo uradno v tedanji staroruski kulturi in kar se je, kot lahko sklepamo, dejansko dogajalo. Nekaj je ideal, drugo so pa praktična razmerja. Tukaj odlomek je vzet iz letopisnega vnosa za leto 1068 in govori o destabilizaciji Kijevske Rusije zaradi pospešenih in seveda zelo nevarnih napadov poganskih stepskih konjenikov, to je ljudstva polovcev ali kumanov, ki so Kijevsko Rusijo napadali z jugovzhodne smeri južnega porečja reke Don v današnji Južni Rusiji. In zopet letopisec, kot tisti, ki stvarne dogodke in procese stalno tolmači s pomočjo biblijskih zgledov, zopet uvede to primerjavo in pravi, to, kar se nam dogaja, ni samo posledica nekih naključnih dogodkov, ni samo posledica interesov ali celo krvoločnosti ali česarkoli podobnega s strani polovcev, ki nas sedaj ogrožajo, ampak je to odraz nekih globlih silnic, božjih silnic, tako rekoč, kot posledica grešnosti Kijevske Rusije. Namreč zaradi greha prebivalcev in knezov in vseh, ki tam živijo, naj bi polovci Kijevsko Rusijo napadli in s tem nekako služili kot didaktični pripomoček za, tako rekoč, spametovanje kijevsko-ruskih knezov. In tako pravi, obrnili se bomo k pokori in ne bomo povrnili zla zlom in psovk s psovkami, temveč bomo vzljubili Gospoda našega Boga, ter s postom, jokom in solzami spravili vse svoje grehe. Ne bomo se le z besedo imenovali kristjani, živeli pa kot pogani. Pozor, z besedo imenovali kristjani, živeli pa kot pogani. Torej, letopisec se očitno zaveda, čeprav to izraza na impliciten, prikrit način, da pač krščanstvo ni prodrlo v vse pore tedanje družbe. Ostalo je na ravni nekega ideala, ki je bil sicer strani knežje oblasti zaukazan in normativen, ampak v resnici ni tako deloval, kot bi si predstavniki posvetne in cerkvene elite želeli. Namreč, bodimo pozorni, leto 1068, to je komaj da 80 let po uradnem pokristijanju, ki se je zgodilo leta 988. In v teh 80 letih očitno ta nova vera še ni tako zelo prodrla v starorusko družbo. Zdaj pa gremo naprej, da si še bolj pričaramo ta miselni svet. Ali ne živimo kot pogani, če verjamemo v srečanja, torej vraževerje. Vraževerje, verjetno veste, je nekaj, kar je v temelju nasprotno s krščanstvom, ampak očitno je še vedno tukaj aktualno in poteka na neki splošni ljudski ravni. Če kdo sreča meniha črnokutarja, se obrne, enako stoji, ko sreča merjasca ali svinjo. Zopet, vraževerje. Mar ni to pogansko? Hudičevemu nauku sledijo tisti, ki se držijo teh šek.
Nekateri verjamejo tudi v kihanje, ki pa je v resnici glavi v zdravje. Cerkve pa stojijo prazne. Ko je čas molitve, se v cerkvi zbere le malo ljudi. Zato prejemamo od Boga vsakršne kazni in napade sovražnikov. Po Božji volji smo kaznovani za svoje grehe. Tukaj se spet to vidi, kar dejansko se nahaja v jedru tega zgodovinskega vira. V temelju gre seveda za posvetni tekst. Zagotovo posvetni tekst, ki je namenjen prvenstveno kijevskim knezom in ostalim predstavnikom vladajoče rodbine Rjurikovičev in njihovih potomcev kot vir patriotskih zgledov za bodoče, kako dobro upravljati z državo in česa se ugibati in kaj početi, ampak po drugi strani se pa skozi ta posvetni površen okvir oziroma skozi to posvetno površnost se potem kažejo neki mehanizmi osmišljene preteklosti, ki seveda so krščanski, biblijski in s tem ta vir nam daje še neko dodatno dragocenost. Ta vir ni samo dragocen zato, ker nam daje sam po sebi veliko informacij, faktičnih informacij o tem prostoru in času, ampak tudi zato, ker nam odkriva miselni svet njegovih piscev in njegovih bralcev. In kljub svoji pristranskosti, kar seveda ta vir je pristranski prav gotovo, kljub svoji pristranskosti nam daje še nekaj, kar sicer ne bi mogli razbrati, če bi bila ta zgodovina v tem viru prikazana brez nekega usmišljanja in komentiranja. Namreč, kljub svoje pristranskosti nam prikazuje to, kar so predstavniki staroruske elite, zlasti cerkvene, mislili, kaj so želeli in nam s tem odpira dostop do temeljnih mehanizmov tedanje normativne kulture. Tako. Hvala. Ja, z eno opasko. Če se vrnemo k ideologiji letopisca in uporabi Biblije za razumevanje človeške zgodovine, ki ga uporablja kolega Simon za razumevanje kronike in liku kralja Salomona specifično. Lahko opazimo neko zanimiv kuriozum, ki pokaže, da interpretacija zgodovine v luči Biblije ni premočrtna, enostavna, ampak je kompleksna. Kot smo slišali od kolega Simona, je za letopisca primaren lik oziroma odzven tipa kralja Salomona Vladimir Veliki, ki je spreobrnil Kijevsko Rusijo. Obenem pa je v odlomkih, ki smo ga najprej slišali, z kraljem Salomonom eksplicitno primerjan njegov sin Jaroslav Modri. Se pravi, tip iz Biblije ni nekaj, kar bi bilo enostavno prenosljivo, ampak je v bistvu neka kompleksno pomensko vozlišče, v katerem ste lahko udeležena v zgodovini dva različna lika. Se pravi, Jaroslav zaradi svoje modrosti predvsem, Vladimir pa zaradi svoje prvotne grešnosti in kasneje sprejetja krščanstva in Božje modrosti. Se pravi, ta način interpretacije zgodovine skozi prizmo Biblije je v bistvu notranje dosti bolj kompleksen kot nek premočrtna preslikava pa permutacija zgodbenih vzorcev ali likov iz Biblije in iskanje njihovih vzorcev, njihovih antitipov v zgodovini. Samo toliko. Ja, to je odlična dopolnitev. Tak način tolmačenja zgodovine seveda ni lasten zgolj temu viru. Ni to posebnost pripovedi o minulih letih, ampak se nahaja tudi v številnih drugih zgodovinskih virih tega obdobja. To je obdobje Kijevske Rusije konkretno v času od 11. do 13. stoletja. Vzel bom zgolj en primer. To je
pridiga o postavi in milosti kijevskega metropolita Hilariona, ki velja za retorično oziroma literarno najbolj mojstrski izraz pismenosti kijevske Rusije. V tej pridigi, ki je sicer zelo dolga, za žanr pridige, je uvedena usporednica med Vladimirjem in kraljem Davidom, medtem ko je Jaroslav primerjan s Salomonom. In ti dve usporednici sta v pridigi o postavi milosti mnogo bolj diferencirani, mnogo bolj natančni in tudi po mojem mnogo bolj smiselni, kot recimo tovrstno tolmačenje pri kompilatorjih oziroma pri letopiscu kot nekem kolektivnem avtorju tega vira, torej pripovedi o minulih letih. Namreč metropolit Hilarion jasno razloži, zakaj je Vladimir usporednica, zakaj je Vladimir nekako staroruski David. Zato, ker je tisti, ki je prvi pripeljal Božjo modrost na svoje ozemlje, tako kot je kralj David bil prvi hebrejski kralj in je prvi začel z gradnjo Jeruzalemskega templja kot poznejše referenčne točke hebrejskega ljudstva. Medtem ko je Salomon nadaljeval Davidovo delo, dokončal tempelj, politično ukrepil državo in bil tudi v mednarodnem okolju takrat, recimo 1000 let pred Kristusom, poznan in cenjen. Enako oziroma podobno v staroruskem primeru Jaroslav. Nadaljeval je delo očeta Vladimirja, zgradil je recimo stolnico Svete Sofije ali Svete modrosti v Kijevu kot osrednjo cerkveno stavbo v tem prostoru in se izkazal pri spodbujanju prevajalskega in splošno literarnega dela v tistem času in tudi bil vladar kijevske Rusije takrat, ko je ta dobila lastno metropolijo. To je bilo leta 1037. Torej, kot rečeno, kot je kolega Aljaž zelo lepo povedal, ta način tolmačenja zgodovine, posvetne zgodovine z biblijskimi oziroma verskimi argumenti je kompleksen, nikakor ni enoznačen, obstaja pa neka osnovna logika v ozadju, ki pa se lahko zelo na različne načine manifestira. In ravno ta primerjava med pripovedjo v minulih letih in pridigo o postavi milosti tukaj nam odlično služi za ilustracijo dejanskega delovanja tega mehanizma. In kar se tiče nekega filozofsko-teološkega naboja, je seveda tista pridiga mnogo bolj izdelana, mnogo bolj kompetentna, medtem ko je pripoved v minulih letih vendarle bistveno bolj sekularni tekst, posvetni tekst kot pa verski. Čeprav se poslužuje tudi tega že omenjenega tolmačenja zgodovine kot zgodovine odrešenja. Tako. Ok, da ne bomo predolgo. Jaz mislim, da smo zelo lepo postavili nek okvir, da tudi tisti, ki ne poznajo besedila, zdaj že približno vedo, kakšno knjigo predstavljamo, ampak glede na to, da vidim tukaj kar nekaj ljudi, ki pa dobro poznajo besedilo, tudi med publiko, pa morda kako vprašanje, še iz publike ali pa kak komentar. Za pogum lotiti se takega besedila. Jaz se spominjam, da predavatelj dr. Peršič zgodovine ima tudi nekaj časa načrt, da bi to prevedel, ampak njemu ni uspelo. Vam je uspelo. Jaz bi rada samo še dodala, pravzaprav, ker se mi zdi, da bi bilo treba tudi poudariti, da seveda ta pripoved jasno, da nam prikaže miselni svet v okviru krščanstva, kijevske Rusije, hkrati pa seveda to vendarle tekst tudi sekularen, kot je tudi poudarjal kolega Simon, ki je grozno važen zato, ker je kijevska Rusija vstopila kot subjekt v zgodovinopisje. Kajti čisto drugače je, to že vemo, da ali pišejo o svoji zgodovini ljudje, torej
ljudje izven tvojega okolja ali pa neka skupnost spravi skupaj to moč duhovno in politično, da lahko sama o sebi piše zgodovino. In je to tudi zato zelo važno, da so vzhodni Slovani vstopili v zgodovinopisje kot subjekt. Potem druga reč, niste omenili, ampak zelo zanimivo je, da so seveda tudi omenjeni v tekstu Karantanci, ker je vse na enem mestu, ampak na enem zelo pomembnem mestu, kjer govori avtor o tem, o slovanski predzgodovini vzhodnih Slovanov. Z malo besedami, vendar zelo pomembno. Potem bi pa rada še, sem mislila, da dodala to, sem mislila, da boste mogoče tudi kakšen drobec prebrali, da seveda v tem tekstu je veliko takih drobcev, kot bi zvrtali luknjo vrata in bi gledali vsakdanje življenje pred tisočletji. In ko bereš tiste replike, se ne moreš načuditi, kako so človeške, kako so take, kot bi tudi danes izrekli. In torej, to so prav biseri vpogleda v vsakdanje življenje. Saj predstavljamo si, vse v resnici ne vemo, ne? Jasno, to je tudi ena interpretacija, ampak si predstavljamo vsakdanje življenje ljudi pred tisočletji ali koliko že. Tisočletji, ne? Prerekljukala mi jesi Olga, recimo ne, pa razne anekdotični, jaz mislim, da tako povedal teh anekdotičnih zgodbah o Vladimirju, zakaj se je odločil za pravoslavje. Vrsta ni takih anekdot. Vrsto anekdot je mogoče najti v tem tekstu in zato ga toplo priporočam. Ne, sej, morda smo bi res to zadevo postavili v ta na nek način zgodovinsko-kulturni kontekst. Je pa sej na nek način Simon, ko je primerjal pravzaprav povest pa Slovovo zakonje blaga, da ti je na nek način upozoril, da je to tekst, ki je veliko manj rafiniran. Tekst, ki ni imel enega samega avtorja, v katerega je zdrsnilo marsikaj, ne? Tako da tudi nekje na meji recimo tega srednjeveškega modela potem pridejo stvari, ki so delno poganskega izvora, delno so popolnoma nerafinirane. In v tem smislu, ja, je to tekst, ki je zelo zanimiv za branje. Ne? To je, morda še to nismo povedali, ne, pa bi bilo uvodoma treba. To je prevod, ki v osnovi nastajal na osnovi ruskega prevoda. Ne? Tukaj je še ena velika zagata. Sicer vem, da ste se oba kolega konzultirala tudi z izvirnikom, pa z viri, ki so na nek način bolj bližje oziroma ki temeljijo na izvirniku, ampak v osnovi smo mi prevajali neko že rusko apropriacijo pravzaprav tega spomenika, kar tudi verjetno ima neke posledice. No, tako da tudi to bi bilo verjetno treba že uvodoma omeniti, jaz nisem omenil, ampak kljub vsemu temu je pa sigurno to besedilo, ki vam lahko odpre to neko okno v zgodnji ruski srednji vek in ki je predvsem zelo, zelo zanimivo za branje. Predvsem v tej polemiki z tem drugim kijevske kulture, ne, kjer imate te zgodbe o čarovnikih, zgodbe o ne vem čem, je to besedilo, ki vam pravzaprav res odškrne to zavestno. No, hvala Saši za opozorilo. Ne. Ja, saj tudi v tej spremni besedi, spremni študiji je poleg vidika zgodovine odrešenja kot nečesa konstitutivnega omenjen značaj tega vira kot samopotrjevanja elite in za elito. Torej, ta vir se je pisal prvenstveno za kneze in njihove potomce, da bi si spravili v zavest, kako pomembna, kako velika in tudi cenjena v mednarodnem okviru je bila ta državna tvorba in da bi posnemajoč svoje slavne prednike, kot so dejali, dosegali podobno ali še več, kot so oni sami. Tako da gotovo, ja, ta samopotrjevalno-didaktični element je tesno povezan z elementom tolmačenja zgodovine kot zgodovine odrešenja in to oboje vsekakor v nekem temeljnem sekularnem kontekstu, ne, ki pač je potem nekako nadgrajen s tema dvema elementoma, ki se
preigravata in dopolnjujeta. Prav gotovo, ja. Tako. Pa recimo v zvezi s samopotrjevanjem je zanimivo posvečanje, predvsej obsežno, bizantinsko-staroruskim stikom v 10. stoletju. Bizanc, Bizantinsko cesarstvo, je bilo v srednjem veku, vsaj do konca 12. stoletja, najmočnejša velesila v širšem evropsko-azijskem prostoru. V prostoru med Sredozemljem in njegovo severno in vzhodno okolico. In če je stara Rusija prihajala v močne in intenzivne, tako trgovske kot vojaške stike z Bizancem, je potem ta tvorba že nekako vstopila v zgodovino najmočnejših, tistih, ki so pač takrat krojili usodo Evrope, pa ne samo Evrope. In tukaj je recimo zanimivo, da so stari Rusi dvakrat vojaško premagali Bizanc in trikrat dosegli z izsiljevanjem svojo vojaško močjo ugodne pogoje pri trgovanju v Konstantinoplu in bili so celo prvi v zgodovini Bizanca, sicer začasno, zgolj za nekaj let, ampak vendar ne, prvi v zgodovini Bizanca, ki jim ni bilo treba plačevati carinskih dajatev. In hkrati prvi znani, prvi dokazani, ki so se lahko poročili z predstavnico, pač, ki so se lahko dinastično povezali z bizantinsko cesarsko dinastijo. Pri tem pa je šlo za poroko med Vladimirjem, tistim, ki je, kot vemo, pokristjanim Kijevsko Rusijo, in sestro tedanjega bizantinskega cesarja, Bazilija II. Makedonca, sestri je bilo ime Ana. In ta poroka se je zgodila še takrat, ko je bil Vladimir formalno pogan. V Bizancu pa je veljala stroga prepoved in tako rekoč je bila sramota, če se je, oziroma nekaj nepredstavljivega, če se je krščanski vladar ali pa članica te dinastije krščanske lahko poročila s poganom. To je bilo nezaslišano. V ruskem primeru je pa do tega prišlo. Sicer seveda iz nekih političnih računov, iz pragmatičnih razlogov, ampak vendarle. In še nekaj v tej zvezi, in zadnje, Bizanc kot tak, razen teh dogajanj v 10. stoletju, je na neki idejni ravni zelo malo omenjan. In izgleda, sodeč po zgodbi, ki jo posredujejo kompilatorji tega vira, da se je pač Kijevska Rusija nekako sama iz sebe, popolnoma samostojno, brez kakršnihkoli večjih zaslug odločila za krščanstvo, o čemer seveda lahko zelo dvomimo. In v tej zvezi tudi nikjer ne omenja letopisec Bizanca kot države, ki se je imela za vodilno in simbolno nadrejeno nad vsemi ostalimi krščanskimi. Namreč, morda nekateri veste, bizantinski cesar se je imel za zaščitnika celotne cerkve in s tem za simbolnega vladarja vseh kristjanov. Povrhu tega, da so se imeli še za naslednike Rimljanov in da je bil Bizanc nek podaljšek rimskega imperija, pač po njihovi ideologiji. Medtem ko v pripovedi v minulih letih vseh teh dejstev, vseh teh idejnih postav, ki so bile takrat še tako žive, ne vidimo, ne najdemo. In to je tudi eden izmed elementov tega samopotrjevanja, ki ga je prej profesor Dragančeva omenila. In skratka, če se ta vir bere na nek zgodovinski način, na širok zgodovinski način,
se nam kar sproti odpirajo številni vidiki in številna sprotna vprašanja, ki jih pač do konca nikoli ne bomo mogli razrešiti. Zato pa je srednji vek tako zelo zanimiv in intriganten, ker so pač srednjeveški viri tudi zaradi njihovega relativno majhnega števila nikoli do konca zaobjemljivi in vedno opuščajo neka vprašanja in neko veselje za raziskovanje. Tako, lahko pa še kdo kaj vpraša? Jaz bi pograbil še eno kost, ki jo je navrgla gospa profesor. Zdaj sem se malo potrudil poiskati en odlomek v kroniki, ki bi nam lahko služil kot kukalo, skozi katerega bi se nam prikazalo vsaj v obrisih živeto življenje ljudi iz Kijevske Rusije. Naletel sem na odlomek, ki se dotika omenjenih drugih čarodejev, magov in njihovega pogleda na svet, seveda pa skozi prizmo kronista, ki v njih prepoznava spet vzorce iz Biblije in nadalje tudi iz klasične zgodovine. Tistega odlomka o njegovi interpretaciji ne bom prebral. Gre pa tako. Ko sem prišel v Ladogo, so mi Ladožani povedali, kaj se tukaj dogaja. Ko pride velik oblak, naši otroci najdevajo prevrtane steklene kroglice, majhne in velike. Drugi jih nabirajo blizu Volhova, kamor jih naplavi voda. Tudi sam sem jih vzel s seboj več 100 in vse so različne. Ko sem se čudil, so mi rekli, to ni nič nenavadnega, saj se dogaja tudi naslednje. Ko so stari možje hodili onkraj ozemelj Ugrov in Samojedov, so v severnih deželah z lastnimi očmi videli tole. Spustil se je oblak, iz njega pa je padla mlada veverica, kakor da bi se bila komaj rodila. Zrasla je in začela tekati po zemlji. Spet drugič pa se je pojavil drug oblak, iz njega so padali majhni jeleni in začeli rasti ter tekati po zemlji. Zato imam pričo ladoškega knežjega namestnika Pavla in vse Ladožane. Tu se pokaže recimo to, kar imenujejo nekateri dvoverje, da so prebivalci Kijevske Rusije poleg krščanstva, ki so ga prejeli nekako od zgoraj navzdol, se obenem še 100 let, več kot 100 let, ta odlomek je, seveda, ta odlomek je 120 let po kristjanjenju, ampak seveda do neke mere še zdaj v pregovorih, v vraževerih držali predkrščanskih poganskih predstav o svetu. Morda še kdo pa pogledaš? Bi se kar vse narezal, kaj je bilo rečen. V bistvu to, kaj je bilo rečen za večplastno interpretacijo biblijske zgodovine, čeprav vemo, Biblija je zaključen tekst, ampak vendarle, ali temu rečemo zgodovino odrešenja, intervencije Božje previdnosti, kakorkoli. A je mogoče dobiti vtis, da čeprav je Biblija zaključen tekst, da se biblijska zgodovina kot taka resnično deluje po eni strani seveda z bizantinskim cesarstvom, kakorkoli, že ne, vsaj od Konstantina naprej, ki se je pokristjanil, in potem z Rusi, ali pa z vzhodnimi Slovani, predniki Rusov, čeprav smo slišali, da tega ne radi preveč omenja, seveda, da je bilo posredništvo Bizanca in da tudi je del bizantinske kulture, ki mogoče bolj po svetu narave predvsej odrinjen, sprav, da to ne radi omenja, da tudi prek njih, da se biblijska zgodovina pa zgodovina odrešenja še naprej udaljuje, tako recimo, vsaj če se da razpomne, recimo, ne sicer tukaj, ne vem, če tukaj, nisem gotov, ampak slovo zakonje blagodat je Vladimir tudi primeral s Konstantinom, oziroma se lahko polečil usporednice, ker je pač se odločil za krščanstvo, torej, a gre v bistvu za nadaljevanje biblijske oziroma podbiblijske zgodovine, kar naprej prek Bizanca, Rusije in tako naprej, se pač tudi vemo, da je tudi konec Moskovska književina sebe tudi imela propadu Bizanca za Tretji Rim. To je bilo eno vprašanje, no potem pa še to, ker so bile omenjene anekdote, zakaj se zdaj Vladimir odločil prav za krščanstvo, ne, no pa vemo, če so prišli islamski poslanci, na alkohol bom pa je še vendarle pil, jaz sem vendarle. Če pa ne, moji skandinavski predniki so zrobal pil, jaz alkohol bom pil, tukaj nekaj reči. Recimo, kar se tiče judovstva, vemo, da Hazari, ne, vsaj ta njihova elita, je bila judovska, ne, tudi so določene omejitve, zdaj za krščanstvo ni bilo, ker je pač nek spreten denih oziroma govornik ga prepričal, govorno, ne, se pravi retorično, zakaj je krščanstvo tako popolno, poleg drugega, ampak vendar bi jaz tukaj postavil vprašanje, da se ne zastavil,
A ni vendarle, recimo, če imamo mislimo enega Boga in konc in pač tisti eden v judovstvu tudi podobno, vendarle krščanstvo pa sicer res enotnega, vendar pa trojstveno, tukaj se pravi Bog Oče kot središče in Sin kot rečnik in Sveti Duh kot posredovalec. In glede na politično situacijo, ki je seveda izvirala že iz prejšnjih skandinavskih navad in potem, kakor so se pretrebile, se pravi, da imamo sicer vrhovnega kneza, potem pa sinove, ki si delijo nekako oblast, kakor gre, se pravi, imamo nekega osrednjega vrhovnega in potem ostale, a je bil ta model trojice, tudi z tega vidika, nekaj čisto konkretno, ne vem, politično, vojaškega, še najbolj primeren za sprejetje, poleg drugega, to bi me zanimalo, se pravi, nadaljevanje biblijske zgodovine na različne načine, tudi prek Bizanca in potem Rusije in še to. Zakaj? Poleg tistih anekdot, prav krščanstva. Bistvo zgodovine odrešenja, bistvo njene funkcionalnosti v srednjeveškem zgodovinskem kontekstu je ravno v tem, da predstavlja Biblijo kot nekaj nezaključenega, kot nekaj, kar se še dogaja tukaj in sedaj, čeprav nič več ne spada v formalna, kanonično priznana besedila Biblije. In ravno te reminiscence, ki jih ogromnokrat letopisec omenja oziroma vključuje, ravno številne primerjave in razlage, ki se navezujejo na Biblijo, kažejo na to, da je človeštvo na nek način na poti do večnosti, do poslednje sodbe, ki jo je Biblija v Novi zavezi napovedala, in da se vse to, kar je bilo že takrat v biblijskem kontekstu začrtano, pravzaprav nadaljuje in potrjuje še naprej. Kljub seveda edinstvenim dogodkom, osebam in procesom. Gre pa za neko globinsko tolmačenje zgodovine in to globinsko tolmačenje Biblijo jemlje ravno zato za zgled, ker v njej vidi svoje vrstno nadaljevanje tega, kar se je pač že prej začelo. Torej, božji posegi in sodelovanje med Bogom in človekom teče naprej. In formalna meja Biblije kot nekega tekstualnega korpusa tukaj ne igra bistvene vloge. To je recimo odgovor na prvo vprašanje. Potem odgovor na prvo vprašanje je nekako 1b. Stara Rusija, Kijevska Rusija v tem primeru, ni sprejela celotne bizantinske kulture. Zanjo ni bila bizantinska kultura, kakršna je takrat obstajala, kot taka v celoti avtoritetna. Ampak je iz nje vzela samo to, kar je njej služilo za didaktične namene utrjevanja krščanstva. Torej, tiste tekste, ki so pač bili direktno povezani s krščanskim naukom in bogoslužjem in tolmačenjem zgodovine, kot nečesa, kar samo potrjuje zavest elite in na nek način vzgaja bodočo elito, niso pa vzeli starogrških in rimskih elementov bizantinske zgodovine, neke, lahko bi temu rekli, literarne, filozofske, pesniške kulture, ki pa je bila v Bizancu pravzaprav enako cenjena kot krščanska kultura in ki se je tudi normalno razvijala dalje. Torej, Bizanc jim ni služil za zgled kot tak, ker bi pač bil Bizanc oziroma nek naslednik rimskega imperija, ki bi ga bilo treba že zaradi tega ceniti samega po sebi, ampak ker je pač prenašal krščanstvo, ker je bil medij, zgolj za to. In ravno v tem, ravno na podlagi tega dejstva je Bizanc za staro Rusijo posrednik, ne pa avtoriteta v smislu, da bi bil Bizanc kakorkoli nadrejen v nekem pojmovnem smislu, v nekem vrednostnem smislu Kijevski Rusiji. Zdaj, drugo vprašanje je to kolektivno vladanje, vladanje rodbine, ne pa monarhično vladanje enega, ki ima vse pod kontrolo. Jaz tega ne bi povezoval z teološkimi argumenti, še manj s Sveto Trojico, ampak enostavno bi to povezoval s stvarnimi političnimi razmerami, ki so se izoblikovale do konca po smrti Jaroslava Modrega,
v 50 letih 11. stoletja in pač sledili neki arhaični skandinavski tradiciji vladanja, ker pač niso poznali osrednjega vladarja in kjer je element pripadnosti dinastiji igral večjo vlogo, torej kolektivno vladanje v imenu rodbine, dinastije je imelo večji pomen kot pa vladanje enega samega in s tem se je pač tudi zagotavljala vsaj v teoriji, po tedanjih predstavah, neka pravičnost med člani te rodbine. Ne? Ker če bi nekdo vladal kot monarh, kot pravi monarh, po zgledu recimo Bizanca in imel vse ostale člane te dinastije podrejene in osredinjene nase, bi s tem pač jih na nek način tudi materialno ogrozil in jih spravil v podrejen položaj. V tem primeru pa se je ta sistem še naprej napajal na neki rodbinski slogi in s tem posredno tudi delal Kijevsko Rusijo enotno. Sicer v političnem smislu ne, ker vemo, da se je Kijevska Rusija po smrti Jaroslava Modrega razdrobila na številne kneževine, ampak je zavest o enotni domovini ohranjala s tem, da nad njo vlada ena rodbina z enotno zgodovinsko zavestjo, z konec koncev enotno metropolijo in z enotnim imenom. Rus, to je to, kar recimo mi po smislu prevajamo kot Stara Rusija. In to ime Rus, še da nek ekskurs dam in zaključim, Rus, to ime se je ohranilo v redni politični uporabi vse do začetka 18. stoletja, vse do Petra Velikega. In to ime se je redno pojavljalo na celotnem ozemlju vzhodnih Slovanov, ko Ukrajincev, Belorusov in Rusov v današnjem pomenu sploh še ni bilo. Ko so bili vsi ruski. Ne ruski je, kot je danes v ruščini, ampak russki. Torej Rusi, stari Rusi, vzhodni Slovani. In tako naprej. Ne, v bistvu, to je v redu, ampak moje vprašanje bilo, se vem, da to je zdaj težko za nazaj ocenjevati, pa to mi bi zdaj si lahko domišljali, da znamo oceniti, zakaj se Vladimir tako odločil, zakaj se je odločil, vemo, se piše, ja, pa liturgija bizantinska, pa tako naprej, toga vse tisto prevzem, ampak za krščanstvo vemo, da so bile tudi druge opcije, morda mogoče ne politično toliko prisotne, čeprav vendarle, ali kakorkoli, ampak zakaj vendarle, ker vsaj tako napravlja, topis, da neka izbira je bila, mislim, vse to je neka ocena, ne moramo zanazajati, zakaj? Tle je popolnoma enostaven, pragmatičen odgovor. Cilj je bil prav v preseganju te neke rodovinske oziroma plemenske oblike vladavine in vzorc v tem preseganju so videlo Bizancu. Se pravi Bizanc. Bizanc, model. Ta tekst pravzaprav je zanimiv z tega vidika. To je tipična zgodovina, to je zgodovinopisen tekst, kar pomeni, da konstruira preteklost, saj v toliko, kar jo opisuje. Simon je dal lepo istočnico, ko je rekel, na nek način se v tem tekstu rodi predstava o Kijevski Rusiji, ki je pravzaprav, tako kot je v tem tekstu konstruirana, ni nikoli bilo. Nikoli ni bilo pravzaprav enega, ali pa v zelo kratkih obdobjih je bila to neka močna država z neko enotno predstavo, z nekim enotnim vladarjem. Če greste detajle pogledati, vidite, da je to nenehna kolobocija, peripetij, spopadov za oblast in tako naprej. To je pa tekst, ki nam pravzaprav skonstruira ta ideal vzhodnoslovanske preteklosti, iz katerega se bo potem cel ta vzhodnoslovanski prostor napajal še nekaj stoletij. Tako da zdaj, mislim, na ta način razmišljati o tem tekstu se meni zdi malo neproduktivno, da bi zdaj ta tekst brali kot nekaj, kar nam dejansko lahko pove o Vladimirjevi odločitvi, ker je nastal post festum zato, da se na nek specifičen način to odločitev argumentira. Nenehno je poudarjeno to, da se je sam odločil, da ga ni nihče prisilil, tudi Olga se je sama odločila, ker vzpostavlja to politično suverenost do Bizanca. Po drugi strani pa je bil seveda ta bizantinski vzorc tisti, ki je na nek način navdihoval vzhodnoslovanske vladarje, čeprav ga niso nikoli zares presegali. Pa imamo potem ta hibrid zgodnega vzhodnega krščanstva, kjer imate te kneze strastoterpce, kjer se pravzaprav religiozno pa posvetno pomeša. Saša, izvolj prosti, sem uzurpiral. Islam ali pa judovstvo najbrž ni bila nobena izbira, se vendar vzhodni Slovani so bili tudi povedani zgodovinsko Skandinavci z
ostalimi Slovani, z evropskimi ljudstvi, tako da najbrž tisti dve veri nista bili zares nikoli prava izbira. Je morala biti ena zavest, da sodijo k Skandinavcem, pa k Slovanom. Pa tudi zaradi koristi, zaradi političnih in ekonomskih koristi z Bizancem, s katerimi so bili že v stiku in so ga poznali, in v bistvu so ga najbolje poznali izmed vseh okoliških velesil, da tako rečemo, in pač to je bil pragmatični element, poznali so neko silo, imeli so od nje korist. Drugič, recimo, da dopustimo tudi neko tako iskreno idealistično možnost, da je Vladimirja vseeno nekako premaknila sama vsebina krščanstva, ki jo je predstavil domnevno tako imenovani hersonski filozof. Domnevno. Domnevno, lahko tudi to se vendar ne, religija je v tistih časih pomenila ogromno in so pač ljudje veliko dali na to, in verovanje ni bila postranska zadeva ali pa zasebna zadeva, tako kot danes, ampak je bilo v bistvu to temeljno vprašanje identitete tako posameznika kot skupnosti. Tako da poleg te pragmatike lahko dopustimo, lahko domnevamo, da je tudi ta idealistično iskreni element bil navzoč, potem pa nekje recimo še tretji element, tretji razlog, da tako rečem, ki nam ga posreduje ta letopis, pa ga tudi ne smemo izključiti, je pa zelo lep vtis Vladimirjevih odposlancev iz doživete liturgije v Sveti Sofiji. To je pač nek estetski doživljaj, ki ga pač tedanji pogani niso poznali, ki je gotovo pač imel vsaj delen efekt na njihove predstave, na njihove želje in tako naprej. Tako da jaz sem tudi v tej spremni besedi sem se odločil za razlago sprejetja krščanstva kot nek kompleksni preplet različnih dejavnikov, o katerih sicer ne moremo do konca zaključeno govoriti, češ ta dejavnik je bistven, ta je pa, ne vem, nepomemben in tako naprej, ampak po mojem gre za preplet različnih dejavnikov, pragmatičnih, pa tudi ostalih, in enostavno za, lahko rečemo, gre za čas, ko je pač krščanstvo prodirano in je bila ta opcija nekako v zraku, da tako rečemo, in ne pozabimo, Kijevska Rusija je bila zadnja pomembnejša slovanska državna tvorba, ki je sprejela krščanstvo. Prva pa je bila, to mogoče upam, da veste, prva je bila pa Karantanija. Tako da zopet imamo tukaj, recimo, se malo lahko primerjamo, naši predniki, oziroma to, kar se šteje pod slovensko zgodovino, je vstopilo v krščanski svet med Slovani najprej, stari Rusi, vzhodni Slovani pa najkasneje. Jaz bi rada še lahko še nekaj dodala, tudi za krščanstvo je bilo izredno pomembno. Prvič, ker je bilo to v duhu časa, če je hotela Kijevska Rusija sodelovati z državami, ki so bile zanjo pomembne, je morala sprejeti krščanstvo. Poleg tega je pa igralo krščanstvo tudi veliko vlogo v poenotenju kijevskega prostora z enako liturgijo in z enakim jezikom liturgičnim. Prej je imelo vsako pleme lahko ali pa rod svoje bogove in manjše bogove in veliko je bilo tudi ne Rusov, ne vzhodnih Slovanov na tem področju, medtem ko je krščanstvo je pa imelo izredno povezovalno moč v Kijevski Rusiji. In seveda se je širilo z relativno razumljivim oziroma relativno domačim jezikom, to je s cerkveno slovanščino staroruske redakcije, ki je bila recimo za razliko od arabščine, ki bi se uporabljala pri muslimanskih molitvah, neprimerno bolj razumljiva in s tem tudi neprimerno bolj povezovalna v nekem idejnem in tudi praktičnem smislu. Ker ne pozabimo, krščanstvo kijevsko-rusko je išlo iz bizantinskega oziroma pravoslavnega konteksta in seveda je tedaj že ta prostor poznal domače ali pa nekje jezike podobne vernakularnim, za razliko od
od zahodnega krščanstva, ki je pač stavilo na latinščino. Lahko še jaz? Ja, zdaj prav dolgo nimamo več časa na kratko, če boste sklenili, ker mislim, da nas bo V redu, časi ja, čisto na kratko, ja. Absolutno se strinjam, da je bila ruska država in Vladimir Veliki dobesedno politično, diplomatsko determiniran, da bo sprejel krščanstvo in to vzhodne ortodoksno krščanstvo. Seveda pa dosti zgodovinarjev dopušča možnost, da je obstajala tudi neka osebna afiniteta in prepričanje strani kneza Kijevske Rusije in da obstaja neko zrno zgodovinske resnice v opisu spreobrnjenja strani tega hersonskega filozofa. Predvsem se spomnim opisa zgodovinarja, vikingologa, bizantologa Kennetha Harla iz New Orleansa. Pravi, da se mu kot zgodovinarju zdi posebej prepričljiv element, da je ta hersonski odposlanec prepričal Vladimirja v krščanstvo z zaveso ali nekakšno upodobitvijo, slikovno upodobitvijo poslednje sodbe. Ga je na nek način prestrašil v sprejetje krščanstva. To je kratek stavek v kroniki. Tukaj. In ko je to rekel, je filozof pokazal Vladimirju zaveso, na kateri je bila upodobljena gospodova sodba, pokazal mu je pravičnike na desni, kako veseli vstopajo v raj, na levi pa grešnike, ki gredo k mukam. Tega nisem vedela. No, tako zelo slovensko bomo sklenili z strahom Božjim. Ampak, kot rečeno, to je sigurno besedilo, ki, če vas malo zanima naša skupna, ta slovanska zgodovina, je vsekakor zavzeti v roke. Mislim, da se tukaj še v mojem imenu, jaz obema kolegoma zahvalim. Jaz bi se tudi pridružil Sašini oceni. To je bilo drzno in jaz mislim, da v okviru danih možnosti smo v tej knjigi naredili res nekaj izjemnega. Tako da obema hvala in hvala tudi vsem vam, ki ste danes prišli, poslušali in sodelovali. Jaz upam, da smo vas navdihnili in da boste tudi ta prevod pogledali, če morda že poznate izvirni. Hvala lepa.